katerem je možno glasovanje filtrirati glede na matično delovno telo. To je v bistvu nekaj, kar prvič prinašamo na splet, zaradi tega, ker glasovanje, kot veste, kopica in absolutno preveč, da bi jih bilo možno spremljati, ne da je to tvoj celodnevni opravek, zato omogočamo, da jih filtriraš glede na matično delovno telo, denimo, da te zanima samo gospodarstvo in lahko za tega poslanca hitro vidiš vsa glasovanja, ki se tičejo gospodarstva in kako se je, spravi, to je ena stvar. Potem razrez glasovanj, koliko je on proti in malo tudi za, ki ga to umešča spet opozicijo v koalicijo. Potem to, da bom pokazal raje na poslanski skupini, je še bolj zanimivo. In govori imamo, za vsakega poslanca računamo po analizi TF-IDF besede, ki ga zaznamujejo. To pomeni, da so to besede, ki jih on uporablja več od svojih kolegov in kolegic. Denimo, če jaz rečem 100-krat kruh, pa Tadej 97-krat kruh, potem pa jaz 6-krat avokado, pa on nikoli avokado, je avokado tisti, ki mene zaznamuje, ne kruh, čeprav sem to besedo povedal 100-krat, ampak ne delam jo ničemer posebnega. Potem so vse te besede polinkane na same govore, da lahko se sami pripričate, zakaj gospoda Kavčiča zaznamujeta Iran in kurilno olje in lahko najdete vse njegove izjave, ker je o tem govoril in to nadalje razdelate. Potem so pa še neke take metrike, povsem številčne, se pravi, koliko je gospod Kavčič govoril, vidimo, da zelo malo. In potem računamo raznolikost besedišča, to je v bistvu, koliko ponavlja iste besede oziroma koliko se pojavljajo unikatne besede. In še stilne analize, kjer z uporabo SSKJ-ja, v bistvu kvalifikatorjev, glede na to, da je neko besedišče vulgarno ali slabšalno ali otroško, ironično, ne vem kaj, spet to potem združujemo v neke 3 analize. Potem sam na hiter, na isti način obstaja profil vsake poslanske skupine. Grem spet kar na prvo. To bom zdaj šel veliko hitreje skozi, ker so profili podobni, bi pa pokazal tole, ker je morda še posebej zanimivo. Namreč, tukaj lahko vidimo, kdo so tisti poslanci, ki niso člani SMC-ja, pa v bistvu glasujejo, kot da bi bili. Se pravi, kdo je tisti, ki bi se njim najlažje pridružil. Na ta način se da verjetno identificirati kakega prebežnika ob koalicijskih krizah. In potem je še ujemanje s poslansko skupino, kjer v bistvu za vsako poslansko skupino računamo neko glasovalno linijo, se pravi, če je večina poslank in poslancev glasovala za znotraj te poslanske skupine in ta poslanec glasoval proti ali se vzdržal, potem dobi neko točko za deviantnost. In tukaj vidimo, da gospa Počkaj je najmanj SMC-evska. Tukaj pri gospe Ljubič ta številka sicer prihaja bolj zato, ker je nova v parlamentu, pa še nima toliko podobnih glasov.